Predlažil, no, ker mi je najbolj fascinantna tale zgodba. Slačenjem? Ne slačenjem, ampak z ženskimi brendi. Ti menda komuniciraš kar o enem kupu ženskih brendov v imenu žensk, bi tako rekli, oziroma tako na ženski način moraš se postaviti v žensko vlogo, kaj to sam počneš, ali se oblečeš takrat v kako posebne spodnje perilo. Kako se postaviš v to vlogo? Ne, v bistvu zmer komuniciramo na kakšni strani, probamo biti čim bolj neutralni, čim bolj za vse. Navadno komuniciramo v prvi osebi, ne v množini, ampak kar se pa spola tiče, je pa vedno nedefinirano. Včasih se mora prav potruditi, da stavek tako obrnem, da se ne more vedeti, ali za tem stavkom stoji moški ali ženska. Ampak uporabniki imajo očitno ta čutila zelo izostrena in že po načinu komunikacije se nekako ustvarja eno sliko, kdo je za tem. In na mnogih straneh sem dejansko bil označen kot ženska, ker vidim, ker se potem z mano pogovarjajo v komentarjih, me nagovarjajo za ti oziroma kot ona. Ne? Tako da tukaj sam mogoče en dokaz, da se uporabniki zdajo zelo angažirati, če jih pravilno zakurmo in da v bistvu zelo padajo noter komunikacijo, vejo oziroma imajo neko sliko, kdo je na drugi strani in se nekako do neke mere tudi spoprijateljijo s to osebo, čeprav mogoče samo v mojem primeru nikoli ne vejo, kdo je vzad. Koliko ljudi pa redno dosegaš, recimo tako, z vsemi posti? Mislim, vse te blagovne znamke, za katere skrbiš? Koliko imaš kak seštevek v glavi? Ogromen. Zdaj vse naše strani dosegajo tam okrog 600,000 uporabnikov Facebooka. Sedaj ne komuniciram na vseh, ampak recimo, da dobro tretjino tega bi pa lahko jaz dosegel. Vsaj teoretično, seveda. Se pravi, komunicirate bolj ali manj z vsemi Slovenci, ki so na Facebooku? Te statistike so sicer malo tako narejene, da ne moramo vedeti, ali se nam uporabniki prekrivajo ali ne, ampak teoretično z vsemi interakcijami, ki itak prenesajo širši doseg, pa nekako komuniciramo kar z vsemi Slovenci, ki so na Facebooku. Z večino. Blaž, primeš kar mikrofon, da te še tistih 70 ljudi, ki te gledaš. Ja, sebe slišam dobro. Je boljše? Ok. Vse ti bom dal zdaj mir, tako da lahko držiš mikrofon. Ja. To sem jaz verjetno. Ali poln mikrofon. Davorin, mi imamo eno zanimivo skupno točko. Imamo? Ja, tudi na Radio 1 so nam zbrisali profil, oziroma fanpage, nam sicer ne zaradi golote, vam pa predvidevam ravno zaradi tega. Ne? Ja, malo smo pozabili brati Terms of Service in spremembe Terms of Service, ki se dogajajo čisto prevečkrat, da bi človek lahko sadil, no, pa smo se naučili, da je treba. Ja, so nam ga, ja. Glihka smo prelezali na 10,000, meni se zdi, ali pa malo manj. Se enega lepega petkovega dne meni se zdi zgodilo to, da pač Facebooka od Playboya ni bilo več. In smo začeli besno pisati maile, zato ko smo bili administratorji, vsi štirje, ki se v našem oddelku ukvarjamo z družbenimi, družabnimi mediji, kakorkoli mi rečemo. In tudi mi nismo imeli več dostopa do svojih profilov. Takrat, če ni bilo tega enega in edinega maila, ki zdaj je in pošlaš in se stvari nekako rodijo, ampak smo pošiljali, prebrskali cel internet, da smo najdeli 7 ali 17 naslovov, poslali res ogorčene maile, da nam dajo vsaj naše profile nazaj, če že ne Playboyega page-a, in to so naredili. Ne. So rekli, ok, profile imate, page-a pa ne, ker ste bili grdi, pejte še enkrat do začetka in smo. Zdaj smo spet na 10 urih, tako da močno pazim, da ni nobene bredevičke, da tudi če zgleda, da je deklina oblečena, mislim, tudi če je oblečena, pa ne zgleda, da je oblečena, raj prpopamo na grdo črno fleho čez, da ker ne bi še enkrat pošil mailov naokrog. Ne, čeprav so nam 14 dni nazaj so nam ga skinili. Za kratke 3 ure, zato ko so mislili, da je eden naših profilov fake, pa smo pa pač hitro dokazali, da ni in se je stvar uredila. Tako da. Profil fake v kakem smislu, mislim, ker... Ja,
ena naša administratorka ne bi imela fake profil, ampak ga ni imela, ne. Mislim, ga nima. Ker če bi ga imela, pa bi bilo to narobe. Okay. Imate pa tudi ogromno sledilcev na Twitterju in tam ste, mislim, ogromno, kar lepo številko, okoli 3000, ne? Pa prav nage ženske na Twitterju tako funkcionira, ali kaj komunicirate? Jaz sem se začel s Twitterjem prej bojem ukvarjati začetek leta ali pa konc lanskega leta in takrat smo imeli nekih 900 sledilcev. Pa sem pa malo potvital naokrog in videl, da v bistvu vse playmateke iz Amerike, sveta in širše, ne, na Luni še ni nobene, neki tvitajo, ne, in skozi tvitajo neki, ne, in tvitajo neki predvsej tazga, kar na Facebooku ne moreš objaviti, ne, ampak na Twitterju pa lahko, ne, mislim, če ona tweetne, pa če naskine pic Twitter ali pa kakšen od teh servisov, ne, se to kar lepo objavlja in od takrat naprej vsak teden sodelujemo v Freaky Friday praznovanju, ne, to v bistvu, ja, je že kar praznovanje, ker se playmateke, playmateke, vsa dekleta, ki so željne to vrstne karijere, ne, se prav potrudijo, da so še posebej žgečkljive in drzne v petkih in objavljajo te svoje slike kanore, ne. In tle v bistvu ni bilo zelo težko dobiti toliko followerjev, ker vse, kar sem mogel narediti, sem mogel vse te nagice retvitati. Mislim, vsak dan sprot, pa vsak teden sprot, pa... Težko delo za enega moškega, ne? Ne boš verjel, ampak počasti bi začel presedati. Po cirka 3 tednih boš vsega dost. Okay, pa tudi Playgirl razmišljaš, da bi... Ne, hvala Bogu, nimamo licence. Ok, ampak na Adria Mediji nimate samo Playboya, imate še en kup drugih edicij, ne? Katerega od vaših brendov je najlažje komunicirati, oziroma kdo je najbolj odziven? Pa vsak posebej, mislim, vsak sajt, oziroma vsak Facebook sajt je zgodba zase, ne? Ne vem, na Kozmu je treba čisto drugače komunicirati, ker recimo na Sensi, kjer so ljudje pričakujejo, imam veliko bolj poduhovljene teme, kaj za mene, ni dobro. Prav tako je treba na avtomagazinu, ne, treba malo več testosterona, pa malo več konov imeti pod prsti, če hoče, da bo kakšen odziv. Tako da vsak Facebook page je zgodba zase, ne. Tako da tle ni nekega univerzalnega recepta, kako se lotiti zadeve, ne, se mi zdi. Koliko ljudi dela pri vas full-time na družabnih medijih? Full-time na noben, part-time pa 6. Mislim, pač vsak, ki administrira sajt, administrira še Facebook in Twitter in v primeru L še Pinterest, Instagram. Okay. Prele smo na predavanju slišali tudi, da Pinterest je eno od teh rastočih omrežij oziroma tako zanimivih platform, ki se zdaj nekako na novo pojavljajo, ne, oziroma so bolj targetirane na ženske, se pravi kaj, bolj vaši ženski brendi verjetno se boljš obnesejo na Pinterestu potem. Pinterest v bistvu naša community, mislim, naša menedžerka od L ga je vzela za svojega in tam zelo lepo objavlja, mislim, pripenja tiste pine gor in tudi pač nek content je, neka dodana vrednost. Ne dela tako, da objavlja samo tist, kar je na sajtu ali pa v reviji, ne, ampak objavlja še vse okrog brenda L, mislim, kar se spodobi za brand kot je L, tako da tam kar lepo je, mislim, tudi followeri kar lepo rastejo, glede na to, da Sloveniji Pinterest še ni tam, kjer je v tujini, ampak jaz sem pa gledal danes statistike, pa nekega silnega prometa še ni v nas, ne, tako da najbrž je case v tujini čist drugačen, ne. Sem bi mogel vprašati L Francija ali pa L USA, pa bi imeli po moje čist drugačna zgodba, ne. Okay, se pravi, v Sloveniji še vedno sta ta glavna Facebook, Twitter. Sigurno, mislim, predvsem Facebook. No. Ja. Min grede vprašanje za vse 4, mogoče Google+. Ja, jaz sem bil na 3 mesece nazaj. Ja,
Mislim, da je podobna zgodba vseh. Ne? Oni se še vedno hvalijo, da so najhitreje rastoči oziroma da imajo ogromne številke in tako naprej, ampak... Kako so ga prenovili, ne? Res, spet pogledati. Ja, res. Sem šel včeraj pogledati, ampak to je bilo pa tudi to, no. Ja. Ok, se pravi Google Plus nekako v Sloveniji noben od vas ne uporablja preveč. Umek ga uporablja. Umek ga pa odlično uporablja, ja. Umek, mislim, zgleda, da imajo oni nek tak paket, da vsa omrežja kar nekrat pošljajo, pa da je to ali kaj. Ali se mogoče celo ekstra ukvarjajo z njim, ne vem, to težko rečem. Tako da, ja, Google Plus. Počakamo, da mine. Ok. Hvala. Oziroma še eno vprašanje mogoče zate. V osnovi ste še vedno nekak časopisna hiša, ne? Ja. Pa vsi ti digitalni mediji vam to kaj odžira promet oziroma ali imate tle kakšne druge sinergije, ali lahko kaj prodate na spletni strani in tako? Načeloma ne bi smeli, ne? Zato, ker ljudje, mislim, neke raziskave, ko smo jih mi dobili, kažejo, da je crossoverja med uporabniki spletnih strani in kupci časopisov zgolj nekih manj kot 10%. Tako da pa najbrž to bo še padlo, zato ker pač ljudje zmeraj manj kupujejo. Mislim, to je problem za našo hišo. Obračamo se v zmeraj bolj digitalno smer, kako se bomo pa obrnili, pa težko rečemo, ker smo le delček velike korporacije, ki delegirajo stvari po svoje in tudi, če smo mi lahko pametni, pa mislimo, da bomo naredili, da bi lahko naredili kaj bolj, kar oni veliki mislijo, še zmer na koncu pride, da generali v Hamburgu in na Dunaju odločajo po svoje. Tako da, nažalost. Ok, hvala. Prosim. Peter, pa gremo malo k vam high profile in tako naprej, se pravi, vlečete ogromne denarje vsi, vozite se v Bentleyjih. Ne vem, no, jaz sem brez avta, tako da vse zgodbe o Bentleyjih so pretirane, čeprav Matej misli, da imam Ferrarija parkiranega zunaj, sem prišel za Zabo. S Krištofom. S Krisom. V bistvu imamo tako majhne kot velike klijente in imamo majhne zahtevne klijente in velike klijente, s katerimi je fajn delati, ker ne rabijo veliko časa in energije in so hitro zadovoljni, tako da je en tak pester portfolio od, ne vem, res majhnih brandov, ki so zelo ozko usmerjeni, do brandov, ki nastopajo na celem svetu. Kokta je recimo je vaš največji brand, ne? Ja, tudi najbolj izpostavljen vedno. In kolikšen je dejansko odstotek uporabnikov iz Slovenije na Facebooku, recimo, kar se Kokte tiče, koliko je pa v bistvu na Koktinem profilu so približno enako razporejene Slovenija, Hrvaška in Srbija. To so tudi pač območja, ki jih Droga Kolinska najbolj targetira za Kokto, tudi tam so najprej novi okusi na voljo. Bolj zanimivo je, da so pa zelo aktivni uporabniki iz čist X držav, kjer se Kokta sploh ne prodaja, so bili, ne vem, slučajno na Hrvaškem na morju ali pa v Sloveniji na dvodnevnih počitnicah in so probali in potem se kar oglašajo in ponujajo, da bojo oni distribuirali, če ni distributerja, pa kje v Nemčiji lahko kupim in podobno. Tako da, kar se interakcije tiče po nastopu, čeprav je tako procentualno, recimo te 3 države pokrijejo 95% userjev gor, je v bistvu nastop kot globalen brand, kot da je prisoten na celem svetu. Pa ste že vzpostavili kakšen poslovni stik potem, mislim, kakšno distribucijo v Nemčiji, Rusiji? To je pol naloga za Drogo Kolinsko in njihov distribucijski oddelek. Zdaj oni imajo tam svojo računico, kje nastopajo, pa kje ne. Tako da, kar se družbenih medijev tiče, ga imajo izključno za stik z uporabniki Kokte in za aktivnosti, ki pripravljajo za uporabnike, distributerjev pa prek Facebooka še ne iščemo. Zdaj, če ostanemo še malo pri Koktini zgodbi, Kokta je imela nekako verjetno kar lep budžet oziroma kar lepo zamišljeno kampanjo in tako naprej, so tudi kar lepe denarje verjetno plačali, zato imate kakšne primerjave o izplenu glede na offline oglaševanje versus digitalno?
V bistvu so bili nadpoprečno dobri rezultati. Relativno malo, glede na celo kampanjo, govorimo o procentih in delih procentov celotne kampanje. Smo v bistvu za Facebook oglaševanjem, glede dosega, ki smo ga imeli, naredili tako noro visoke cifre, še posebej recimo v tujini, kjer je ta oglaševalski trg na Facebooku manj zasičen in so tudi cene temu nižje, medtem ko recimo cene na TV-ju ali pa Jumbotov in podobno, kar si je delala druga agencija, naša starševska agencija Pristop, so pa recimo tudi v teh državah že konkretno visoke. Poleg tega je, ne vem, videoprodukcija za TV oglas je draga, tako da tukaj proporcionalno gledano je bil budžet v primerjavi z ostalimi deli kampanje tako zelo, zelo majčken. Pa vse, kar se tiče online komunikacije, delate znotraj hiše in-house ali imate tudi kaj outsourcano? Vse delamo znotraj, tudi razvoj aplikacij in podobnega delamo v hiši. Spletna stran je tudi naša, mislim njihova, ampak naše izdelave, tudi uredniško vzdrževanje spletne strani poteka pri nas, tako da v bistvu ta digitalni del je bolj kot ne pokrit z naše strani. Znotraj Atlantic grupe, ki je lastnik Droge Kolinske, imajo lastno agencijo za medijski zakup, ki na nekaterih tržiščih sama zakupuje oglaševanje tudi na internetu. In koliko community managerjev pa imate vi vse skupaj? Vse skupaj. Ja. Na Facebooku nas dela kot community managerjev 5, s tem, da ni nihče izključno community manager, ker je pač bolj razdeljeno po projektih, torej če sredinsko delaš na Facebooku za neko blagovno znamko, potem sodeluješ tudi zraven pri strategiji, pri spletni strani in podobno, tako da ni to zdaj prav delovno mesto, ampak je bolj pač, da naročnika v bistvu postrežeš pri vsem, kar rabi na internetu. In koliko potem brandov upravlja en, recimo? Različno. 2 sva takšna, da imava pač malo več podarka na Facebooku, ostali so bolj na vsebinah za spletne strani. Vsega skupaj imamo okoli 30 brandov. Ok. Se pravi 6 na enega v poprečju. V poprečju. Jaz osebno jih imam mečken več, tako da nismo si lepo razdelili matematično. Kris, da bi še mi dva malo počvekati. Mediji spet ne. Mediji se mi zdi, da imamo eno krasno stvar zaradi tega, ker prvič imamo v narekovaju brezplačno oglaševanje, ne? Tako da, kar vi tudi dobro izkoriščate na svetu. Ja, predvsem tizanje za oddajo, ki pa če začer in čez to najlažji priješ do največjega kroga ljudi, brezplačno, neko, kar si rekel. In hkrati, po drugi strani, ti tudi v oddaji lepo delajo oglase za Twitter, ne, oziroma za... Mačkem pogrešam še to, no. To bi bilo lahko mačkem boljš, to se še pogovarjamo, da bomo še kakšno stvar izboljšali, ampak ja, zaenkrat stvari se premikajo, no. Glede na to, da smo šele oktobra do dobro zaštartali s tem, da smo sploh začeli karkoliko je ta družbeno omrežje noter umešavati, v samo oddajo, zaenkrat kar lepo rase, no. No, ampak vendarle vsak novinar ima svet, pa tako naprej, ne? Ja, predvsem to vidite pri tistih novinarjih, ki so na vklopih, ne, se spodaj še napiše, da jih lahko tudi pofollowate na Twitterju in tudi kaj direktno iz prve roke se zve že tekom samega dogodka, ki pač, ne, so na terenu, objavijo neki in tako to se vse retvita poj, da pride še do širše množice, ne, tako da, ja, dobro to dela, ne. Pa je treba jih kaj tepst bilo za to? Ali... Ja, še zmeraj jih je treba. Eni pač so Twitter že prej, drugi so se s Twitterjem šele spoznali, tretji spet im je Twitter neki, res moram to, ne, ampak na koncu so pa prišli do samega zaključka, da večkrat tweetajo, večkrat dajo tweetov, če si pa grejo tweete za nazaj brat, si lažje zgodbo ustvarijo samo, ne. Da pač ne rab si zapisovati, ampak pač par tweetov daš in to je že v bistvu pol prispevka sestavljenega, ne. Ja. Kaj sem hotel vprašati? Kar zvleč. Izvleč, ja. Ja, to sem prej rekel, da naj čim več govorijo, ne.
Zdaj Kris pa pač treba malo vleči. Recimo, tudi voditelji oddaj se tudi z njimi pogovarjate, oziroma oni že imajo tudi Twitter account, nisem tako podrobno analiziral. Ne, mislim, Grega ga ima, medtem ki Nuša pač ne, ampak Nuša ima tisto svojo bazo na Facebooku in samo, da se ena njena slike gor pojav, da je potegana to spodi, ne vem, zrastejo lajki, padajo tudi taki komentarji, da je bilo včasih mogoče malo bolj zbrisati, ampak ne vem, se vsak s svojim imenom in priimkom tam operira, več manj, tako da ne brišem takih stvari, ne. Je pa to, če se jaz prav spomnim, Nuša Lesar, poln profil, ena zasebna zadeva, ne? Je zasebna, ampak jo večinoma uporablja, ja, je zasebna, ampak sprejema pa ljudi, ki jo pač dodajo, tako da ni toliko zasebna stvar. No, kolikor jo še lahko dodajo, ja. Kaj se pogovarjate? Ima že drug profil. Ja. Aha, ima že drug profil. Ja. Ok. Kaj pa spletna stran? Je ni. V bistvu na celi naši hiši je spletna stran samo ena, če tako pogledamo. 24ur.com, tudi recimo 24ur nima svoje strani, preverjeno nima svoje strani, kaj imamo še drugega. V glavnem, nobeden nima posebej svoje spletne strani, vsi smo nekako na temu Facebooku in pač imamo nek skupek ta 24ur.com oziroma še vojo.si. Tako da zaenkrat to dobro laufa in glede na to, da se pač tam, da je tam nek jedro 24ur.com, vsak si pa posebej še, ne vem, linka do tam ali pa daje kakšne svoje osebine pač na Facebook, ne. In ta Facebook je v bistvu res ena ful dobra zadeva za te stvari. Ste imeli pa tudi, kot je že Matej prej povedal, tiste znameniti hate page, kako ste se tega lotevali, ste se ga sploh kaj lotili? Ali? Ja, v bistvu zadevo smo nekajkrat prijavili, nekaj reportov smo dali, ampak zadeva še zmeri gor stoji, tako da nekako nobeden se nekaj s tem ukvarjal, ampak važno je pa pač, da smo jih prehteli, da imamo teh več fanov, kakor jih imajo oni in tudi tista njihova stran je v bistvu zamrla, ker zgleda so dosegali svoj cilj takrat, ker se je pač vodstvo pri nas zamenil, ne. Aha. Ne vem, vidim, da je bil to tam problem, ker do takrat, ne bom govoril zdaj o imenih, do določenega momenta je bil ta hate page še zelo močno aktiven, ampak pol pa se umiril, ne, tako da ni bilo polsta gor že zikar 4 leta, 3 leta. Ne. No, se ta dva sta šla zdaj na konkurenčno hišo, tako da jih tudi lahko omeniš, ne. Ja, v bistvu, ja. Okay. Ne, ni treba. Ja, baj da preveč medmetov uporabljamo, kopiramo stareta. Super. Če ima kdo še kakšno vprašanje, seveda dobrodošli, ker meni jih počas zmanjkuje. Twitter pa hashface pa tako naprej. Zdaj, sem že upravičil tisto kosilo, ko me pol čaka ali ne? Šefe. Ne. Nekaj je to dopustili. Ja, jaz sem ga, no, bom priznal. Jaz sem ga, recimo, tle bi se zahvalil Sari, ki tamle v zadnji vrsti se smeji in je krasno podelala stvari v moje odsotnosti, tako da se, no, ampak midva nekako kar partnersko oziroma, kako bi zdaj temu rekel, nekako enakopravno se odločava, kar se tiče objav, kar se tiče stvari, ki grejo na spletno stran, na Facebook in tako naprej, no. Tako da sem zelo vesel, da imam enega človeka, ki mu to lahko zaupam, drugače pa bi pa težko ja to naredil. Sploh recimo v Ameriki, ko si 8 ur, to je moj zadnji dopust, ne, ko si 6-7 ur stran, oziroma v drugi časovni coni in se tebi dogaja stvari v čist drugem časovnem pasu in bi z veseljem ob 3 zjutraj po slovenskem času kaj objavil, lahko ne. Glih, kar se Facebooka tiče, pri nas imamo več teh community managerjev, 3, ki smo malo, poleg mene še 3, ki smo malo več in pa še tiste, ki skočijo na mest nas, kadar pač je out of office, ne. Ampak maile
še zmeri se sprejema tudi na dopustu, ali pa karkoli, in če treba tudi kaj narediti, tudi z dopusta se da to. Drugače pa je taka ekipica od zadnji, no, da zmeri je nekaj objavljen, ne da bi nekaj cajta zajel pa in na dopustu in bi zadeva stala, tako da ne, tega ni. Če imate kakšno vprašanje, pa vam je neroden zdaj karkoli spraševati le javno, uporabite hashtag Faceit. Bi pa Krisa vprašal, ali pa če je kdo, ki spremlja stream, trenutno nas je 133, ki spremlja stream v živo prek interneta. Imam pa vprašanje za Krisa, a se vsebine kaj razlikujejo tist, kar vidimo, ali pa če so kakšne posebne vsebine, ki jih mogoče na televiziji sploh ni. Ne? A so kakšne ekskluzivne vsebine? Ja, ekskluzivno je najprej to, da je stvar objavljena prej na Facebooku, oziroma takrat, ko se dogaja, je dejansko že objavljena, kar pa pol, ki je treba do 6 počakati, da dejansko to vidiš na televiziji. To uporabljamo pač zaradi tega, ker ni internetne strani, ker drugi mediji se pač poslužujete tega, da če se ena stvar zgodi, takoj se objavi na internetu in imate novico narejeno. Mi pa pač damo en delček novice ven, oziroma nekaj, ne vem, kar pa zvemo, damo takoj gor na Facebook in v bistvu na ta način nekako privabimo ljudi, da pa le pridejo ob 6 pred televizijo, da pogledajo še kaj več o tej stvari, ki se bo zgodila. Je pa tudi kakšna taka stvar, ki se objavi samo na Facebooku in jo pol v oddaji ni. Ali je to zaradi časov, imamo pač omejitev s časom v oddaji in če je kakšna stvar preveč, je pač samo na Facebooku in je ni v oddaji sami. Okay. Gregor, upam, da me slišaš, to je tisti Gregor, ki je tam gor na Twitterju, ki prihaja iz Adria Medije, friend od Davorina. Upam, da me slišaš. Imam pa vprašanje, vse 4 zgodbe smo slišali. Miha, kako laufa Radio 1 na Facebooku? Ker se mi zdi, da ste ena zelo uspešna zgodba, razen enega kovcanja kakšno leto nazaj. Ja, ne vem, a smo bili prvi ali ne v Sloveniji, ki so nam prvi od večjih, ki so nam zbrisali Facebook stran ali ne, ampak bili smo tam okrog 100,000 je bilo takrat prijavljenih, smo hodili po robu, tako kot vsi, danes je Matej nas predavanju večkrat omenil divji zahod, ne, in tudi mi smo se ga šli, od takrat se pač držimo pravil, tako kot pijanc plota, in se nam te stvari ne more več dogajati. Tudi kakršnekoli sponzorje, ki bi imeli kakšne želje, ki bi bile kje na robu, tako ostavimo, da pač to ne gre. Mi imamo izkušnjo in če to počnejo sami ali pa če to počnejo pri kakšnih konkurenčnih medijih ali pa kakorkoli, ker take želje se vedno znova prihaja do njih, ne, dajte fotko, pa bomo vsi polajkali oziroma dajte pozivati, ne lajkajo, pa ne šerajo. To kar nekako ne zamre, ne. Sploh glede na to, da ljudje to vsak dan vidijo na svojih newsfeedih, da zadeve še funkcionirajo, da še vedno potekajo, ampak mi tega enostavno ne delamo več, ne. Sicer pa, kako poteka delo, mi smo kot vsi mediji tlele, no, en velik ustvarjalec kontenta, en velik ustvarjalec vsebin takih in drugačnih, predvsem komičnih, ne. Mislim, da te so tudi tiste, ki najbolj vrečejo in ki mogoče najbolj asociirajo na brand Radia 1. Zoki kralj je naša daleč največja internetna uspešnica bila. Mislim, da je vsega skupaj imelo okrog, oziroma vsi 3 deli so imeli tam okrog 600,000 ogledov, kar je kar lepa cifra za 3 male filmčke. To so zadeve, ki jih potem hkrati poskušamo prodati v etru, oziroma jih na nek način prodajamo v etru, ampak se pa tudi oddaljujemo od naše osnovne dejavnosti, ne. Tako da kreiramo dejansko tudi vsebine, ki grejo samo za internet, oziroma ki so mišljene samo za naše Facebook fane, ki so mišljene samo za našo spletno stran in tako naprej, ne. S tem skušamo čim več interakcije ustvarjati, zaradi tega, ker po drugi strani pa potem moramo prodajati tudi kakšne nagradne igre, prodajati, no, čist dobesedno, ki pa potem mogoče niso toliko zanimive, ne, in če imaš toliko in toliko kvalitetnih objav, potem je večja verjetnost, da se pojaviš v newsfeedu, ne. To je nekako osnovna filozofija, tako da vsekakor pa krepimo svoj brand, no, oziroma se trudimo s tem brandom, predvsem na Facebooku zaenkrat, no.
Na Twitterju priznam, da smo sicer prisotni, ampak nismo neki pridni. Tudi nimamo toliko odmevnih ali pa toliko eksplozivnih zgodb, kot jih vsak dan naredi kanal A oziroma Svet, tle Kapo dol, ne, oziroma tudi 24 ur konc koncev, ker nismo toliko usmerjeni v raziskovalno novinarstvo, ampak dejansko entertainment, no, ker je Radio 1 predstavlja nekako zabavo na internetu. To kažejo tudi naši spin-off brendi, ki jih imamo kar nekaj že, oziroma tudi naše osebnosti radijske imajo svoje fanpage, kjer imajo sicer bolj ali manj popolno svobodo, ampak se zavedajo, kdo jim daje kruh, ne. Tako da doskrat tudi objavljajo oziroma šerajo stvari iz naše spletne strani. Imamo tudi en fiktivni lik trenutno, ki je kar precej aktivni in popularen, ki je deloma naša stvaritev, deloma je pa sicer želja enega fena, to je Koreninc, če slučajno kdo pozna, ja, ki je začel zdaj majčke prodajati in tako naprej, naredil je tudi en video za kopitere in to, in ta zadeva je zaživela čisteno svoje življenje, no, tako da kar dosti zabavno, no, to opazovati. Eno vprašanje je bilo na Twitterju, katero orodje uporabljate za delo? Tisti, ki imate te obgrižene jabke, priporočam Ecofon, zato, ko ima imidž preview je že tako, mislim, za Twitter. Ecofon, jaz za te petkove veselice, ko se jim reče Frisky Friday, uporabljam še en web app, ko se mu reče Buffer, ki v bistvu naštimaš buffer, kdaj se ne tweeti oziroma retweeti objavljajo, tako da ne pospemam, ne vem, 170 nagic v 3 minutah, ki jih najdem, ampak to delam od petka popoldne do sobote zjutraj avtomagično, mislim, jaz delam kaj do polnoči, pa Twitter, mislim, buffer avtomagično objavlja do zjutraj, oziroma dokler se buffer ne sprazne. To bi bilo to z moje strani, kar se tiče jabučnih /web appov, ki jih uporabljam. Za Facebook pa sem ugotovil, da ta schedulanje čist dobro dela v resnici in da vsi ostali so večji fail, ne vem, kako se že reče, Hootsuite sem nekaj cajt uporabljal, pa je 3krat je dobro delal, 5krat ni, pol spet 2krat je, pol spet ni, pa sem pa nekaj uporabljal, tako da pač je to. Še kdo? Za Twitter smo na TweetDecku vsi, ki delamo gor, tudi za spremljanje imamo sicer še neke online orodja, kjer vsak uporablja mečken svojega. Za Facebook pa smo tudi ugotovili, da v bistvu je Facebookova stran daleč najboljša, tudi glede odziva uporabnikov. Če nekaj objavite in piše, da je to objavljeno prek Hootsuita, je ponavadi odziv manjši, kot če je objavljeno direkt na Facebooku, ker tudi Facebook raje promovira na newsfeedih stvari, ki so znotraj njihovega sistema objavljene, ki niso prišle od odzune. Ista zgodba za Twitter, TweetDeck in na telefonu in na PC-ju, kar se tiče pa Facebooka, je pa njihov webpage je zmer zakon. In nikoli se ne poslužujem, saj jaz osebno tistih naprej nastavljenih objav, raj si jih naprej napišem, pa da pol porabim enih 15 minut, da jih dan gor, lahko jih dan tudi prek telefona, ker je občutek vedno boljši in tudi uporabniki se zavedajo, kdaj si ti zraven, kdaj pa nisi. Ja, pa nas tudi ni nobene posebnosti, pač kar se tiče objavljeno prek telefona oziroma prek web tega omestnika in to je to. Drugače pa isto tako, kot je že kolega rekel, da takrat, ko pač je nič naprej, ampak takrat, ko je, damo in to je to. Ja, Facebook pa TweetDeck zelo preprosti odgovor. Kar se tiče pomgala vprašanja gor glede pokradenih vsebin in tako naprej, ja, trenutno malce plavamo za tehnologijo, bomo to embedanje tudi uredili, ampak enostavno programer je samo eden trenutno, no. Vse delamo in-house, ukvarja se pa s 4 različnimi spletnimi stranmi, tako da krivi.
zaenkrat je še divji zahod, ne, dajmo se spomniti. Pa še nekaj je bilo na Radio 1, marsikdo, ki je na okrogli, je verjetno tudi reportal Radio 1 stran, verjetno, no, kdo od vas je bil? Se ne bo noben javil. Ja. To je Tičev, on je uradni troll Facebooka. No, sicer pa ne zamirmo nobenmu, mislim, takrat smo dejansko hodili probo, tako da če so nas reportali, so nas pač reportali, se je bila to je vedno ena igrca, ne, se mi zdi, če te bojo dobili, če ne, pa ne, sploh mi iz, recimo temu, bivših jugoslovanskih republik, mislim, da smo zelo naravnani tako. Mi delamo tudi z Srbi, oziroma delamo tudi s Hrvati in Srbi, pa moram reči, da tam je ta miselnost še malo hujša, no, tako da se pa človek hitro navzame teh navad. Pa so drugače super ljudje, da ne bom zdaj obtožen nacionalizma. Še kakšno vprašanje iz publike? Čakaj, sam da prijem do tebe, da bo še 147 ljudi, ki nas gleda druge. V bistvu sem želel vprašati, če lahko delite kakšne izkušnje s pridobivanjem fanov. Mogoče bolj za tebe, no, si prej omenil, da imate nekih 30 brandov, predvsem za manjša podjetja. Kakšne so kaj strategije poleg dobre teh klasičnih adsov? Mislim, klasika so nagradne igre. Mi sicer se izogibamo nagradnih iger kar na Wallu, smo jih tudi delali 2-3 leta nazaj. Od takrat smo vse predstavili na appe, je pa dejansko kvaliteta fanov, ki jih dobiš z oglaševanjem, torej so bolj angažirani kot tisti, ki jih dobiš prek nagradnih iger, zaradi tega, ker je vedno ta past, da nekdo polajka tvoja stran samo zaradi tega, ker si ti tam podaril en iPhone, medtem kot da nekdo klikne na like v oglasu, pomeni, da res hoče spremljati in sodelovati na tej strani. Tako da advertising zelo na prvem mestu, nagradne igre, razne igrce in podobno na drugem, potem pa dostkrat tudi na offlineu, na dogodkih in podobno, če pač klient tak, da to lahko, recimo, če gre za nek brand, ki nastopa v supermarketih, smo zdaj imeli eno nagradno igro, kjer so ljudje, ki so kupili izdelek, lahko na Facebooku sodelovalo v nagradni igri in so statistike kazale, da je več kot pol ljudi, ki je sodelovalo, kljub temu, da smo tudi oglaševali, dejansko je bila njihova pot iz shopping centra na Facebook, poiskati profil, polajkati in potem sodelovati. Tako da se da tudi z offline akcijami pridobivati Facebook fane. Hvala. Mogoče še eno dopolnilno vprašanje. No? Lahko sem jaz še tukaj eno našo izkušnjo, recimo. No? Ja, seveda. Tudi vsebina je tista, ki vleče, no? Definitivno. Ne? Content is king, to je tista znan izrek in dejansko zadeva deluje. No? Nam je Zoki kralj prav ta prvi dvignil število fanov nekaj za 20,000. S tem, da tle smo šli ne samo na šeranje in pač ta viralni učinek, ampak je bilo nekih 2 do 3 tisoč fanov pridobljenih tudi s Facebook oglasi dejansko. No. Tako da se da tudi na ta način. No, je pa, kar se nagradnih iger tiče, pa ja, obgrižena jabolka najbolj vlečejo. iPhone je bil tist, ki je imel največji odziv, kar se nagradnih iger tiče. No. Pri nas pa v bistvu ni bilo nobene nagradne igre, ni bilo nobenega plačenega oglasa, ničesar tazga in zgleda, da je pač vsebina pritegnila ljudi, da so pač začeli lajkati. Vse skupaj sem jaz prevzel tam oktobra in glih začetek oktobra smo imeli nek svetov tek, na katerem smo pač dobrodelno tekli od Murske Sobote do Koštabone in takrat se je začelo v bistvu ta dvigati in iz takrat neki okrog 3000 jih je bilo, smo prišli do skoraj 2000 smo jih dobili takrat v času tistega teka in pol naprej in pol smo si še zadal cilj, kao, ja, dajmo probati do novega leta prijeti na 7000,
ampak je v bistvu to rata že nekje začetek decembra. Tako da ljudje so opazili, da se nekaj dogaja, da vsebina je, da je taka vsebina, ki jih mogoče zanima in da bi bilo mogoče fino slediti temu in na tak način smo pač mi pridobili te oboževalci. Moje izkušnje s pridobivanjem komune so pa take, ne. 2-3 leta nazaj se je to dal delati tako z relativno lahkoto. Čim si se pridružil Facebooku, si imel praktično naslednji dan eno tako dokaj solidno veliko komuno, ki te pol ustvarjala dodatne vsebine in že samo prek vsebin se je dal takrat zelo veliko narediti. Danes se moraš veliko več truditi, saj ne, da se ne da, samo apetiti so se nam močno povečali, tako da v bistvu pol, če hočeš imeti res orang bazo, moraš to narediti z oglasi, z nagradnimi igrami, seveda pa pri tem tvegaš, da boš dobil nekvalitetno bazo. Tako da koncev vsebino še zmer najboljš, odvisno pa od tega, kaj želiš. Še eno vprašanje je bilo, ne? Obstaja kakšna, ne vem, smernica, koliko uporabiti za oglaševanje, ne vem, ali na neki dnevni ravni, ali na mesečni. Zdaj, ne vem, pač na enem webinarju je nekdo rekel, da nekih $50 na dan. To se mi zdi na ravni enega majhnega podjetja, če oglašuješ, ne vem, pol leta, kar orang zalogajne. Zdaj, ne vem, a so kakšne smernice tudi tukaj, ali bolj po občutku spremljaš, ali pa koliko je tisti minimalni vložek, ne vem, za katerega se splača v bistvu oglaševati na neki dnevni ravni. Ja, v bistvu zelo odvisno, koga nagovarjate, ne. Zdaj, če ciljate, ne vem, celo Slovenijo, je to 600,000 ljudi in toliko konkurenčnih oglaševalcev in s majhnim budžetom je včasih težko pride čez vas šum ostalih, tako da jaz bi predlagal za manjši budžet ne neko 6-mesečno kampanjo za nek minimalni dnevni znesek, ampak raj neke bume, takrat, ko se še kaj druge kaj dogaja v navezavi s kakšno akcijo ali kaj podobnega, ker bo odziv precej boljši. Se pa splača vnaprej odločiti, koga sploh hočete. Facebook ponuja tako ogromno možnosti targetinga in če se, ne vem, če vi prodajate nekaj za mlade, pa se oglas prikazuje 50-letnikom ali obratno, to nima nobenega smisla. Klikali pa bojo vseeno ljudje in boste plačali ta oglas in zgubili nekaj denarja na nekom, ki ne bo kupil vašega izdelka, tako da bolj kot to, kakšen je budžet, je kako razporediti ta denar. Če ga je malo, potem v nekih spajkih, ne v nekih minimalnih zneskih, pa enakomerno, plus zelo natančen targeting, kar pomeni se odločiti, kdo je ciljna skupina po spolu, po starosti in predvsem po interesih. Tukaj se da ful prešparati, če se vi odločite, kakšne interese naj ima ta, ki se mu oglas prikazuje. Hvala. Kris, še eno vprašanje je bilo na Twitter volu zate, da se vrnemo k Nuši Lesar, ne? Jaz sem hotel že odgovoriti, obema zginilo to vprašanje, tako da čist točno ga ne vem. Ja, vprašanje je bilo, zakaj ima Nuša profil in ne fanpage-a. Na nek način ga ima, ne? Samo nekih 300 oboževalcev tam, med tem, ker en profil ima za fila in drugega pač fila še. Čeprav bi se ta profil dal spremeniti tudi v fanpage, ampak na tem pa nekak ni navdušena, ne. Tako da jo bom probal še malo prepričati. Mogoče dopolnil, ker vidim, da se na Twitterju debata o content is king je, zato da ti nekoga obdržiš na profilu, ker se ljudje tudi odjavijo, če jih zasipavate z neumnimi vsebinami. Facebook pa danes žal ni viralna platforma, tako da dober content je nujen za to, da ljudje ostanejo gor, ampak če vi štartate z nule tega viralnega momenta, da bo ljudje ta vaš dober content shareali, še ne bo, ker zato je potrebna neka začetna baza fanov, ki to potem širi dalje in če jih imate vi 100, ni šans, pa če ste najboljši v Sloveniji, da teh 600,000 Slovencev na Facebooku to vidi. Tako da neka strategija pridobivanja fanov
mora biti še poleg tega, seveda pa potem za to, da ostanejo gor, mora biti tudi content dober, če ne odličen, glede na to, kakšna poplava strani je pri nas in v svetu. Jaz bi imel pa eno vprašanje, verjetno za Perota, ki ima največ komercialnih izkušenj. A misliš, da se bo Facebook kot omrežje počasi izpelo? Oziroma, da glede na to, da viralnost močno pada, a se sploh še splača naprest vse sile in ves budžet in štartati na Facebook? Glede na to, da 2 leti nazaj je bila viralnost res ogromna, zdaj pa vedno bolj moraš plačati, da si viden. Mislim, postala je pač plačljiva spletna platforma, kjer ljudje so gor, ne? Recimo pred leti so bili Google oglasi procentualno gledano veliko bolj pomembni, kot so danes. Danes so pač eden od elementov. Facebook trenutno, vsaj pri nas, še raste po pomembnosti in tudi se da še po moje veliko narediti, ko pač ni še dovoljšen delež budžeta niti na internetu, kaj šele na Facebooku, ampak zaenkrat ne. Bo pa sigurno v kratkem treba razmišljati o tem, kako nagovarjati tiste ljudi, ki so na internetu večinoma na mobilnikih. Tukaj Facebook zaenkrat še nima odgovora, sicer je prisoten na mobilu, ampak za zdaj še niso našli recepta, kako s tem služiti. In če se vsi uporabniki prestavijo na medij, kjer Facebook nič ne zasluži, pomeni, da bo počas čisti iz korporativnega vidika stvar upadla in bo nekdo drug ta denar pobral, kjer te uporabniki so. Ampak zaenkrat v bližnji prihodnosti mislim, da je Facebook še here to stay, ne glede na borzne rezultate. Last call za vprašanje iz publike. Nobenega radovedneža. Nuša Lesar vas pozdravlja. Ok. Očitno gleda v živo. Miha, ima še kaj na zalogi? Prav, da je čist za svetom, ker nima Twitterja, ne? Tako da upam, da tudi to še oštimala. Imamo še vprašanje na Twitter zidu. Ali lahko udeleženci okrogle mize povejo, kateri profil domač ali tuji, ki ga ne administrirajo, bi lahko ljudje imeli za zgled? Meni se zdi zelo dober zaključen vprašanje. Miha, ki imaš mikrofon že v roki, odprl. Ja. Mi se, kar se komunikacije tiče, itak vedno oziramo na radijske postaje v tujini, gledamo, kaj delajo. Eni delajo stvari zelo dobro, eni kljub temu, da imajo po 7-8 milijonov poslušalcev, govorim konkretno o angleških, recimo Radio 1 ima včasih tako bizarne stvari gor, da prav ne moreš verjetno, da za tem stoji ena taka hiša, kot je BBC. Ne. Na drugi strani bi pa mogoče izpostavil Absolute Radio, ki ima cel ogromen internetni oddelek, kot sem enkrat poslušal na enem predavanju. Imajo ljudi, ki se ukvarjajo s tem 24 ur na dan in v bistvu oni pridobivajo fene, predvsem z namenom tega, da bi potem čim bolj ciljene oglase lahko prodajali. Se pravi, iščejo, ne vem, 20-letne ženske, ki živijo v urbanem okolju in bojo potem plasirali njim enoglasne. In oni iz tega tudi ogromno denarja ustvarjajo. Ne? Tako da njih se sigurno splača kdaj pogledati. Kar se tiče iz naše bližnje okolice, pa recimo meni zelo domačen in všečen je profil od Antene Zagreb. Se pravi Zagrebški radio, ki je izključno mestni radio, dosega pa številke poslušanosti, tako da je prehitil celo Hrvaško. No? In to se seveda odraža tudi na Twitterju, ne? Oziroma na Facebooku predvsem, no? Ne na Twitterju. Na Facebooku konc koncev Zagreb ima 1 milijon ljudi, je res urbano mesto in Facebook tam funkcionira. Kris, zate top page? Težko vprašanje. Mogoče, če bi kdo še prej povedal, da se jaz izmislim še kaj?
Glede na to, da sem zelo veliko na Facebooku, spremljam dejansko tisto, kar rabim spremljati. In moram reči, da strani, web strani oziroma njihovi podaljški na socialnih omrežjih, ki se ukvarjajo z družabnimi omrežji samimi, so kar nekako prakticirajo tisto, o čemer govorijo na svojih stranih. Tako da Mashable ali pa v našem okolju Zimo, recimo, sta zelo medija, ki zelo kvalitetno delata na Facebooku. Polno enih novosti tam zveste, ko se boste začeli ukvarjati s Facebookom, kar upam, da se boste v tem predavanju začnite spremljati te profile. Jaz bi izpostavil kot brand, ki ima mogoče mačkan drugačno komunikacijo, kot bi pričakovali, Skittlese, globalno stran, kjer pač ni govora o bombonih, ampak dejansko administratorji vsak dan guncajo afne in je odziv userjev tako res, to je takoj nekaj 10,000 uporabnikov, ki klikne, lajka, objavlja nazaj, sodeluje v pogovorih in podobno. Mogoče od domačih ta model, mislim, lokalnih bolj, ne prav domačih, poskuša posnemati Smoky, ki gre tudi tukaj. Sicer pa bi rekel, da avtomobilisti, recimo Mercedes in BMW, imajo sicer lažje delo, zaradi tega, ker avtobrandi so taki, da vzbujajo neko strast in ni težko lajkati, se v bistvu tudi kot primer dobre komunikacije z navdušenimi fani. Ampak Skittles pa tako, no, jaz sem bil zelo presenečen, ko sem jih začel spremljati čist posredno, ker jih administriram pri nas in moram reči, da zaenkrat nismo niti blizu. A lahko povem svoj najboljši Twitter profil, ki ga lajkam od Facebook, mislim, nazadnje sem slišal, da Lego, ki ima ne vem koliko milijonov fanov, administrirajo 2 ali 3 ljudje in sem fasciniran, ko sem šel pogledati, tako da mogoče bi bili oni en od teh caseov, drugače pa v resnici je zame Facebook služba. Družba je pa na Twitterjih. Kris, mogoče zdaj živeš? V bistvu zadeva je taka, ne moram izpostaviti nobenega, ki bi me tako najbolj prepričal. Po lajkanih imam ene par, ker me pač zanima vsebina. Ne, da bi ga lajkal zaradi tega, ker pač mi je ful dober, ampak ker me zanima vsebina od tukaj, od tukaj, od tukaj in od tukaj. Ne. Tako da najbolj ga res ga nijam. Ne. Je pa verjeten kakšen tak, ki ga pogledaš sam zaradi tega, ker so gor, ne vem, kakšne fore, tist malo, da se sprostiš za kakšno stvar, mislim, ne vem, da bom izpostavil samo enega, mogoče vam bo del čuden, Soccer Memos ima tako zadevo, da se malo norce delajo iz kakšnih potez fuzbalerjev in tako da tako malo za posurfati, pa malo za pogledati, malo da ti gre vse drugo iz glave. Ne. Drugač pa, ne vem, pač spremljam več različnih zaradi tega, ker me zanima vsebina od tukaj in od tukaj. Ne. Pač. V bistvu, če pozabimo samo Facebook, najboljša social kampanja, in sicer navezava Twitterja in YouTubea, je bila pa definitivno od Old Spice-a pred dobrim letom. I'm the man, your man, you'd like your man to smell like, kjer so imeli enega igralca, ki je sprejemal vprašanja na Twitterju od fanov Old Spice-a v navezavi z Silly TV oglasom in je prek YouTubea personalizirano odgovoril 50 ljudem na dan. Skupno so na teh videih, mislim, da prišli do čez 100 milijonov ogledov. Zelo malo jih je bilo pod 100,000, tako da v bistvu so sproducirali take viralne TV oglase z minimalnimi stroški in naredili v bistvu kampanjo, ki je šla po celem svetu, tudi po medijih in pobrala vse možne nagrade, kar se digitala tiče. Me veseli, da nas gleda tudi Jure Tepine, namesto da bi delal, pa namesto da bi kaj pametnega tweetno za svet, ne. Gregor Žvab zamuja v službo, bo tudi upravičeno, čez 2 minuti bi mogel biti v etru. Če ni nobenega vprašanja več, bi se jaz zahvalil tako Davorinu, Perotu, Blažu, Krisu in Mihatu. Vsem vam, ki ste bili tukaj v predavalnici, vsem 162, ki nas gledate preko streama. Jaz upam,
da bo Faceit tudi naslednji let. Upam, da vam bilo ok, ne pozabiti, če vam bilo blazen dober, tamle pustiti like na like tabli. Moram še kaj povedati, prezo dobite jutri na maile, ki ste jih postili pri prijavi. Upam, da je bil vaš denar dobro vložen in se vidimo na Facebooku. Hvala za obisk. Muzika.